V armenskem glavnem mestu Erevan je 8. in 9. julija potekal 18. kongres Evropske športne organizacije gluhih ETSO, ki se odvija vsake 2 leti. Udeležilo se ga je 44 delegatov nacionalnih športnih zvez gluhih iz 28 evropskih držav. ETSO združuje 42 držav članic z 854 športnimi društvi in 47.527 registriranimi gluhimi športniki. Kongres je s pozdravnim nagovorom začel Grigor Grigorjan, predsednik Športne zveze gluhih Armenije, otvoril pa ga je predsednik ETSO Bjorn Røyne. Častni gost je bil predsednik Mednarodnega komiteja za šport gluhih Valerij Rukledev. Dnevni red je med drugim obsegal predstavitev vsebinsko-finančnega poročila in revizijska poročila za leti 2014 in 2015, ki jih je predstavil Bjorn Røyne. Izvršni odbor ETSO se zavzema za uradni avdiogram gluhega športnika, v katerem je opredeljena stopnja izgube sluha s kriterijem, določenim po priporočilu strokovnjakov, in sicer najmanj 55 decibelov pri obeh ušesih. ETSO podpira svetovno antidopinško organizacijo WADA, ki spodbuja, usklajuje in vodi boj proti uporabi nedovoljenih snovi, doping in postopkov v športu. To pomeni, da tudi vsakega gluhega športnika lahko nenapovedano testirajo glede dopinga, in sicer na treningih, tekmah in pri njemu doma. Delegati so obravnavali tudi predloge nacionalnih športnih organizacij gluhih, ki se nanašajo na statut in pravilnik ETSO, ter predlagali sprejem novih športnih panog v tekmovalnih disciplinah. Poleg tega so izbrali gostitelje evropskih prvenstev gluhih različnih športnih panog in panožnih športnih tekem v obdobju 2017 in 2021.
Nato je sledil izbor športnika leta za leti 2014 in 2015 ter podelitev častne medalje in nazivov za požrtvovalno delo bivših članov izvršnega odbora ECO. Organizacijo naslednjega, 19. kongresa, ki bo leta 2018 in bo na Kreti, je prevzela Športna zveza Grčije.